Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Spoštovani gospod Načkov, spoštovani duhovniki, dragi bratje in sestre, sedaj smo zbrani res kot prava cerkev, tako kot je gospod Načkov prej povedal v pričevanju. Imamo vse, kar je potrebno za elemente cerkve in smo lahko neizmerno veseli, da ta dan nekako zaključujemo, dan, ki nam ga je res Bog daroval. Če se spomnite, že lansko leto ko smo imeli letno srečanje na Sveti Gori, smo imeli čudovit dan. In ravno tako je danes Bog nam pripravil čudovit dan, že ko smo se peljali sem v soncu, obsijan, topel, vesel, z veliko lepih pričevanj danes. Vse, kar smo slišali, nas je bogatil in verjamem tudi to, kar bomo še doživeli do konca dne, smo do konca tega dneva in smo lahko Bogu res silno hvaležni za vse, kar nam je danes skozi vse te dogodke današnjega dne daroval. Zato ne bo ta sveta maša, ki predstavlja vrhunec našega druženja, res iskrena zahvala Gospodu za vse, kar nam je dal, ne? In naj bo to res v tako močno podaritev za naše vsakdanje življenje, ki ga potem nadaljujemo. Torej, res družimo vse, kar premoremo, vse, kar lahko damo, dajmo Gospodu sedaj na oltar in res vsej hvaležnosti in Gospod bo svoje naredil. Priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešila v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustila in slabega storila. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Oh,
Bog naš Oče, Sveto Terezijo si v svetem duhu poklical in razsvetljeval, da je Cerkvi kazala pot popolnosti. Svojim naukom naj nam bo učiteljica duhovnega življenja in vzor resnične svetosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje, odkar sem slišal o vaši veri v Gospodu Jezusu in o ljubezni do vseh svetih, se zato tudi jaz neprenehoma zahvaljujem za vas in se vas spominjam v svojih molitvah. Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, naj vam da duha modrosti in razodetja, da bi ga spoznali, in v vašem srcu razsvetljene oči, da bi vedeli, kakšno je upanje, v katero vas je poklical, kakšno bogastvo njegove veličastne dediščine pri svetih in kako neizmerna velikost njegove moči do nas vernikov. Kakšno je delo njegove silne moči, ki ga je storil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih, nad vsako vladarstvo in oblast in moč in gospodstvo in vsako ime, ki se imenuje ne le na tem svetu, ampak tudi v prihodnjem. Vse je podvrgel njegovim nogam in njega je kot glavo čez vse dal Cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki vse v vsem napolnjuje. Božja beseda. Bogu hvala. Pošli svojega duha in prenovi obličje zemlje. Pošli svojega duha in prenovi obličje zemlje. Hvali moja duša Gospoda, Gospod moj Bog, kako si velik, Gospod, kako velika so tvoja dela, zemlja je polna tvojega bogastva. Pošli svojega duha in prenovi obličje bitja pričakujejo od tebe hrano, ti jim daješ isti ob svojem času. Kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujejo. Pošli svojega duha in Gospodu slava na vike, njegova dela naj mu bodo veselje. Naj mu bo prijetna moja pisem, veselil se bom v Gospodu. Pošli svojega duha in prenovi obličje zemlje.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vsakega, kdor mene prizna pred ljudmi, bo tudi Sin človekov priznal pred Božjimi angeli. Kdor me pa zataji pred ljudmi, bo zatajen pred Božjimi angeli. Vsakemu, kdor poreče besedo zoper Sina človekovega, se bo odpustilo. Kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, se mu ne bo odpustilo. Kadar vas bodo pa vlačili v shodnice, pred urade in pred oblasti, ne skrbite, kako ali s čim bi se zagovarjali ali kaj bi rekli. Sveti Duh vas bo namreč poučil v tisti uri, kaj je treba reči. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi sobratje, duhovniki, drage sestre in dragi bratje, še posebej voditelji duhovnega toka Prenova v duhu. Zanimivo bi bilo zdaj slišati, kaj vam je Bog povedal, kaj vam je Jezus povedal zdaj, ko smo poslušali Božjo besedo. Kaj je vsakega izmed vas nagovorilo? Nažalost, ne moremo, nas je preveč. Vendar je vredno prisluhniti Božji besedi. Vi to veste. Med bogoslužjem še dvakrat bolj. Ker med bogoslužjem je beseda, ki je zapisana v Svetem pismu, Božja beseda.
ker je bogoslužje Božje delo. V bogoslužju, še posebej pri sveti maši, je Bog na delu, ne mi. Sicer delamo tudi mi, a ne? Tu pa dela Bog. To je bogoslužje. Ni samo naše čaščenje in slavljenje Boga, ampak je Božje delo, Bog dela, Bog gara v bogoslužju za nas. On nam govori, on se ponavzočuje za nas, on nas odrešuje, on nas ozdravlja v tem trenutku, on nas nagovarja, on nas priteguje, on dela. Drugače mi to lahko domišljamo. V bogoslužju pa 100% vemo, da tako je, ker nam je on tako povedal in nam zagotovil. Sicer nimamo tega zagotovila, seveda Bog lahko dela kjer hoče in kadar hoče in kakor hoče. Ampak mi ne moramo tega preveriti, ne moramo vedeti, da je to res. Ker iste stvari lahko dela tudi kdo drug. Pri bogoslužju pa zagotovo, da on dela. In tudi govori, zato morda bomo skupaj malo razmišljajmo, kaj bi morda nam lahko povedal. Saj vsakemu pa je lahko povedal tudi kaj drugega, zato ne bodite preveč vezani s tem, kar bom jaz povedal. Najprej bi vam čisto preprosto rad rekel, da sem z veseljem se vam pridružil tukaj na Pragerskem, ker čutim do vas podobno, kakor Pavel do Efežanov, kot smo slišali. Odkar sem slišal o vaši veri v Gospodu Jezusu Kristusu in o ljubezni do vseh svetih, se zato tudi neprenehoma zahvaljujem za vas. Ja, začutil sem, da so to moje besede, da so te Pavlove besede moje besede. Da čutim to do vas in se za vas zahvaljujem. Odkar slišim o vaši veri, ki se v vaših občestvih dogaja, ki živi, molitev, ki je prisotna, slavljenje, ki je prisotno, se zahvaljujem za vas. Zares naj vam bo Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, kakor je Pavel rekel Efežanom, tudi vam, naj vam da duha modrosti, kakor smo slišali, in razodetja, da bi ga spoznali. Vedno bolj in bolj. Ne reči, da že poznate Boga. Boga nikoli ne poznamo. Bog je neskončen, zato ga bomo neskončno spoznavali. Nikoli konca. Če zdaj ga spoznavamo 10 km na uro ali 20, drugi 30, če 50, mogoče kdo celo 100, bomo v nebesih 1000 km na uro spoznavali Boga. Ampak ne prestano, ker je neskončen. Naj vam da duha modrosti in razodetja, da ga boste še bolj spoznali in vašemu srcu razsvetljene oči, kakor smo slišali, da bi vedeli in videli, kakšno je upanje, kakšna je dediščina, ki nas čaka. V njem on nam to lahko razodeva. Kljub bridkostim, ki jih tukaj doživljamo. Pavel je Efežanom to govoril iz lastne izkušnje. Drugi pravi, kolikokrat so ga natepli, kolikokrat so ga kamnali, kolikokrat je brodolome preživljal in so ga hoteli ubiti in tako naprej. Ampak on pravi, jaz nič drugega nočem vedeti, kot samo Kristusa in to križanega in to povedati ljudem. Samo zato je vredno živeti na tem svetu in zato trpeti in se zato veseliti. To vam skupaj s Pavlom polagam na srce. To je dediščina in v tem potem okušamo to dediščino, ki je večna dediščina v nebesih, ki nas čaka. Ampak nebesa niso samo onkraj, nebesa so tudi tukaj. Jezus je bil v nebesih tudi, ko je bil na križu.
kakor se čudno sliši, ampak on je Božji sin, on je Bog in nebesa so tam, kjer je Bog. In če je bil na križu Bog, so tam nebesa. In če je stopil v smrt, smrt ni več smrt, ampak so nebesa. Zato se nam ni treba bati smrti. Kdo bo to povedal ljudem, ki jih je strah? Mi? Zato smo tukaj. In kako neizmerna je moč, njegova moč do nas, pravi Pavel, do vas, do nas, do vseh. Neizmerna moč. Dajmo to neizmerno moč, ko jo doživljamo, tudi pokazati drugim, jo razodevati drugim. Kako silna je njegova moč, kako je silna. Tako da je obudila Jezusa od mrtvih. To je Božja silna moč, ki ni delovala samo takrat, ki zdajle deluje, zdajle. In če je lahko smrt premagala, če je lahko obudila v življenje mrtvega, lahko v tem trenutku naredi živo vse, kar je mrtvo. Vsakem izmed nas. In če to verujemo, je to možno. Pa to ne pomeni, da bomo vsi zelo zdravni, ki smo tak ali drugače bolani. To bi bilo preveč poceni. Potem ne bi hodili za Jezusom, a veste. Jezus hoče nebesa prinesti tja, kjer je na zemlji peko. Zato mora iti v ta zemeljski peko. In v to nas vabi. Pa je to bolezen, pa je to nerazumevanje, pa je to neka ujetost v grešne navade, kakorkoli. Karkoli to je, ta ujetost, ta pekel na tem svetu. V njega želi Jezus priti. Ne nas ga rešiti. Njega želi priti in tam odrešiti. Zdaj, a je zato treba tudi kaj na zunaj spremeniti? To pa Bogu pustimo. A je treba bolezen spremeniti v zdravje? To je njegova stvar. Ali je treba nerazumevanje drugega človeka spremeniti v ljubezen ali ne? To je njegova stvar. Pomembno je, da jaz ljubim tega človeka, ki mene sovraži. Da na ta način pustim Bogu, da vstopi tudi v njegovo jezo do mene, njegovo sovraštvo do mene. Preko mene bo stopil tja in bo tam lahko zdravljal in bo tam lahko odreševal. On je naša glava. Smo slišali. Ne? On je naša glava. Veste, kaj pomeni imeti Jezusa za glavo? Koga bi se bal, ne? Če imamo Jezusa za glavo? Glava je tista, ki vodi. Ne? Če sem jaz roka, ni drugega potrebno, kot da Jezusa pustim. Glava roko vodi, ne roka glave. Sam to je potrebno, da pustim, da glava mene vodi, da sem prevoden za njega, da sem v živem stiku z njim. Mi smo udje, on pa glava. Udje njegovega telesa, ki je cerkev. Vidite, kako velika stvar Kristus ima na tem svetu telo. Kot je imel nekoč človeško telo, biološko telo, pa je v njem živela druga Božja oseba, tako ima danes sociološko telo. In v njem on prebiva. Njegov duh, tretja Božja oseba, deluje v tem telesu, sociološkem telesu, katerega udje smo mi. Vsak izmed nas je ta ud. Vidite, kako velika stvar smo. To smo mi. Take nas je Bog ustvaril, take nas hoče imeti. Kaj potrebujemo še več od tega? A še rabimo kaj? Pravzaprav res ne potrebujemo ničesa drugega več, kot to, da smo lahko udje na telesu, katerega glava je Kristus. In kako te moči in koliko te moči se uresničujejo prav po vas, prav po skupnostih prenove v duhu.
ogromno te moči se pretaka preko vas v družbo na Slovenskem, v cerkev na Slovenskem. In sem vam hvaležen za to, da obstajate, obstajate kot živi udje Kristusovega telesa cerkve na Slovenskem. Da lahko ta silna moč deluje tudi po vas, tako kot on hoče. Vaše skupnosti molijo, vaše skupnosti prosijo in so Gospodu na razpolago kot orodje za delovanje v tem svetu. Zato še enkrat Bogu hvala za vas. Vam pa hvala, da se mu dajete na razpolago kot priče sredi tega sveta. In smo že pri evangeliju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: vsakega, kdor mene prizna pred ljudmi, bo tudi Sin človekov priznal pred Božjimi angeli. In prav o tem, da ste vi in smo vsi skupaj priče o tem svetu, govori ta evangelij. Vsakega, ki mene prizna pred ljudmi, to se pravi, ki je priča, ki pričuje pred drugimi ljudmi o Jezusu Kristusu. Lahko bi rekli, kristjan je sinonim za pričevalca Jezusa Kristusa pred ljudmi. To je temeljna naša naloga. Temeljna naloga kristjana je, da je pričevalec. Ne, da je mama ali ate, da je duhovnik ali je škof ali zdravnik ali šofer ali gostilničar ali poslanec, predsednik države. To ni temeljno. Temeljno je, da smo Kristusove priče. Kajti, kdor bo njega priznal pred ljudmi, ta bo, kaj to drugega pomeni, kot da ga bo Sin človekov priznal pred angeli, kakor to, ta bo zveličan. Tega lahko Bog reši. To je to. In tistega, ki bo njega priznal pred ljudmi, bo tudi on torej priznal pred Božjimi angeli. Torej ob koncu sveta, za vso večnost, bomo priznani od njega, sprejeti od njega, odrešeni, poveličani. In samo zato, ker smo ga priznali pred ljudmi. Glede, tukaj smo na enem terenu, bi lahko rekli, ko je pri nas zelo težak. Pri nas kristjani se bojijo biti kristjani. Vse v cerkvi so še, pa doma so še. Na delovnem mestu se pa mnogi bojijo jasno povedati, sam povedati, da so kristjani. Kaj šele kaj več? Živeti kot kristjani tudi na delovnem mestu. Veste, to je rak rana našega krščanstva. In Jezus nas vabi, vedno znova nas vabi, da bi tukaj naredili zopet en preboj, da bi ljudem pomagali svojim pričevanjem, da bi jim pomagali, da oni pričujejo. Nedolgo tega smo se v eni skupini pogovarjali prav o tem, pa je rekel, pa veste, kaj se pa zgodi eden? Je rekel, ko sem v službi, so vsi začeli odrihati po cerkvi. Rekel, pa sem pa jaz imel že tega dosti, pa sem rekel, pa pogledajte, sej ni tak, jaz pa vidim to takole. Jaz pa takole to razumem, ne? Rekel, malo sem govoril o tem, kar naenkrat, jih je bilo kar 5 takih, ja pa sej, veš, sej jaz tudi približno tako mislim, ne, kar naenkrat jih je bilo 5, ker je on pričeval. In so tudi drugi dobili pogum. Vidite, Jezus nas danes v evangeliju vabi k temu. In še več. Kaj lahko še iz tega sklepamo? In če kot pričevalci za Kristusa druge privedemo do Kristusa, potem je od našega pričevanja odvisna dokončna prihodnost sveta. Torej, od našega pričevanja pred drugimi o Jezusu Kristusu in za Jezusa Kristusa, torej za osebo živega Boga, je odvisna bodočnost sveta na tem svetu in za vso večnost. Ker
Če nekdo ne bo priveden k Kristusu, tega Kristus ne more odrešiti. Če ga jaz privedem, pomagam, da pride do Kristusa, pomagam oblikovati bodočnost. Ta človek bo takrat naprej drugače živel. Že na tem svetu in vso večnost. Drugače bi se lahko zgodilo, da bo pogobljen. Veste, mi lahko filozofiramo, pa razmišljamo, a je peko prazen, ali ni prazen, ali je kdo not, ali ni not, ampak tega ni nobene koristi, mi tega ne vemo. Razodito nam je samo, da pekel je. Torej, če je, lahko kdo tudi doživlja pekel. Sedaj in v večnosti. In to je najhujša stvar, ki se lahko človeku, mojemu bratu zgodi, moji sestri zgodi. Ne? Če je Jezus naš brat, ali pa, kot smo rekli, on glava, mi pa udje, potem so bratje in sestre, ljudje okrog mene, so udje, to so drugi prst na roki, če sem jaz, en prst je moj brat, sestra, ki je ob meni drugi prst. In mi ne more biti, ne sme biti vse eno. Ker če me sredinec boli, tudi mezinec čuti. Torej, če eden greši, vsi čutimo. Če bo eden pogobljen, bomo vsi to čutili. Zato se moramo zastaviti za to, da k Kristusu pripeljemo, ker mi ne moramo odrešiti, moramo ljudi pripeljati k Kristusu. Zato je Jezus tako jasno rekel, da samo tisti, ki bo njega priznal pred ljudmi, bo lahko on ga priznal pred očetom. Pa ne pa pred angeli in tako naprej. Pa ne zato, ker on ne bi ga hotel, ne bo ga mogel. Zato pravi, ne, kdor me zataji, kaj si potem lahko predstavljamo? Kdo zataji Jezusa? Tisti, ki seveda ne postavlja Jezusa pred sebe, ampak namesto, da bi pričeval za Jezusa, pričuje v sebi. To pa pomeni, da želi uveljaviti samega sebe. To je tisti, ki je egoist, rečemo. Ne? Torej, ta zataji. Ne zatajiš samo Gospoda z besedo, ampak ga zatajiš še pred besedo, pa bolj osodno življenjem. Ko tudi pričuje za njega bolj osodno življenjem, kakor z besedo. V preizkušnjah se še posebej pokaže ta zatajitev Boga, ki ni samo v dejanju, enem dejanju, ampak je v življenjskem stilu, v življenjski drži zatajevanje Boga. Živim tako, da zatajujem Boga. To je nasprotje pričevanju o Jezusu Kristusu. Pričevanje pa je v grškem besedi, pomenu besede je mučeništvo. Grška beseda za pričevalca je martirios. So mučenci. Torej ne samo tisti, seveda zakaj? Zato, ker tisti, ki so dali življenje za Jezusa, so največji pričevalci. Ne? Zato se je njih potem prijelo ime mučenec, ne? Zato, ker je to najvišja oblika pričevanja. Zato še enkrat, pričevanje ni le v besedah, to je še sorazmerno lahko, čeprav tudi ne več, ne? Ampak še bolj v dejanjih, v vsakdanjem križu, ki ga vzamemo in ga nosimo za Gospodom. Vidite, to je temeljno pričevanje za Gospoda nekega kristjana. Ker kaj je Jezus rekel? Kdo je njegov učenec? Ne tisti, ki v nedeljo k maši hodi. Tega ni rekel. Ampak je rekel tisti, ki vsak dan vzame svoj križ in hodi za menoj. Sveda, če bo to naredil, bo v nedeljo tudi k maši prišel, ker pot za njim vodi tudi tja. Ne? Ampak ni rekel, da je tisti, ki en rože ven sta dan zmoli kristjan. Ne, tisti, ki vsak dan vzame svoj križ in ga nosi za Kristusom. Sveda tudi pravi, tisti, ki se trudite in ste obteženi, pridite, pa vam bom jaz pomagal nositi križ. Ampak ne bo ga pa čist prevzel. Šele ob poveličanju. Do takrat ga bomo pa vsaj malo še mi tudi nositi. Ne? Ampak je to zveličavno.
To ne pomeni, da ne smemo prositi, da nas Bog reši nekega križa. Ja, lahko prosimo. Ampak na koncu bomo pa vedno rekli, zgodi se pa naj tvoja volja. Naj gre tak kelih mimo mene, oče. Ampak zgodi se pa naj tvoja volja. Zdaj pa, enkrat bo kelih šel mimo, drugič pa ne. To pustimo njemu, ne. Vidite, to je svoboda. To je svoboda krščanskega življenja. In v taki svobodi pol Bog lahko deluje. Ne? Prav na križanega pogosto, teoretično in praktično v našem krščanskem življenju pozabljamo. In pričevalec je tisti, kot je Pavel rekel, ne vem nič drugega več, kakor Kristusa in to križanega. V nebesih bomo pa ostalega. Sej ta križan je tudi ostali, hvala Bogu. In če smo prepoznali križanega, bomo v križanem prepoznali tudi ostalega. Ker tudi ostali je ohranil rane. Nepoznanje Kristusa je v temelju vseh grehov vernikov. Ostajajo verniki, a brez razlikovanja, kaj je dobro, kaj je zlo. Tisti, ki ne poznajo Kristusa. Hodijo k maši, živijo pa, kakor da Boga ni. Kot da Kristus ni zanje umrl in vstal. To so kristjani, ki ne poznajo Kristusa. So kristjani, so krščani. Celo lahko hodijo k maši. Ampak v službi pa ne ravna tako, kot bi Kristus ravnal na njegovem mestu. V družini ne ravna tako, kakor bi ravnal Kristus na njegovem mestu. Ne? Tu mi prihaja na misel ena zanimiva stvar, kako se težko spreminja naše mišljenje po Kristusovem mišljenju. Ne? Zdaj sem zopet imel birme, nekaj birm je še v jeseni, ne? In ko se srečujem z birmanci, pa starši, pa botri, pa naletimo vedno na kakšne težave. Ne? In pravijo, pa pride k meni ena mama, pravi, glejte, kakšna krovica se dogaja mojemu otroku. Moj je moral hoditi 7 let k verouku, da lahko šel v Birmi. Sosedov samo 3 leta je hodil, pa je ravno tak gre v Birmi kot moj. Rekel, gospa, ja, res, to pa res krivica. Ampak za onega otroka, ki je lahko samo 3 leta hodil k verouku, za njega je krivica. On je opeharjen. A veste, kakva milost je, da nekdo lahko 8 let hodi k verouku. Da ga lahko poleg domačih še nekdo drug uvaja v življenjih s Kristusom. Ja, če to ni milost. Ampak kar priznajte, koliko takega mišljenja je med nami? Veste, to je tista zgodba Jezusova, ki je tam, ko je poklical delavce v vinograd. Ne vsako uro, na koncu pa vsem dal enako. Veste, pa so pa oni bili jezni, ne? Vsake, kako morate biti jezni? Vse svojim lahko delam, kar hočem. Ampak ta njegovo je Božja ljubezen. Bog da lahko samo samega sebe. Zato ne more enemu dati prsta, drugemu pa drugi prst, pa lahko da samega sebe, da svojo ljubezen. Bog je ljubezen. Ljubezen se pa da v celoti ali pa nič. Ni možno drugače. Razumete, o tem je govor. Tako, torej, tukaj se mi zdi, smo poklicani, vidite, to je pričevanje, da začnemo misliti po evangeljsko, v vsakdanjih življenjskih situacijah, začnemo misliti po evangeljsko. Slišali smo tudi o kletvi Svetega Duha, ne? Kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, se mu ne bo odpustilo. Kakšna skrivnostna beseda, kaj Jezus tem misli? Glejte, kletev zoper Svetega Duha je izguba vere potem, ko so bili ljudje razsvetljeni po Svetem Duhu. Torej, ko jih je Bog razsvetljiv, ko jim je dal razsvetljenje, ko jim je podaril milost vere in so jo po svoji krivdi izgubili. Ta greh je neodpustljiv.
Pa ne zato, ker bi ga Bog ne hotel odpustiti. Zato, ker ga grešnik zavrača Boga. Ker grešnik zavrača spreobrnenje, misleč, da ima on prav. In dokler vztraja v tem stanju, je to življenjem in besedo izrekanje kletve zoper Svetega Duha. Zato je ta greh, dokler je greh, neodpustljiv. Če pa se ta človek spreobrne, potem pa ne izreka več te kletve, kot pravi, torej ni več v tem grehu in takrat pa Bog lahko to preteklo zablodo odpusti. In tudi takim ljudem smo poslani. Veste, jih ni tako malo, ki živijo proti Bogu, pa mislijo, da živijo prav. Ne skrbite, pravi Jezus. Zaskrbljenost, veste, je velik problem. Zaskrbljenost nam jemlje energijo. Zaskrbljenost povzroča strah, ki nas blokira, ki potroši še tisto zadnjo moč, ki jo imamo. Zato pravi Jezus, ne se vznemirjaj. Jaz sem močnejši. Ni razloga na tem svetu, da bi nas skrbi preplavile. Na vse zadnje bi mariborski nadškof imel veliko priložnosti, da bi bil do konca zaskrbljen. Ampak nič ne pomaga. Jaz ne bom niti mariborske škofije rešil, kaj šele kaj drugega. Torej, nima smisla biti za take stvari zaskrbljen. To ne pomeni, da ne delamo vse, kar je možno, da ne damo od sebe vse, kar je možno, ampak zaskrbljen pa ne smem biti. Moram toliko zaupati v Boga, da lahko on kljub katastrofam odrešuje. Ker to nam je prišel pokazati. To je prišel med nami živeti. In jaz sem poklican, da živim njegov način življenja in s tem pričujem, da se malo vrnemo na to, iz česar smo išli. Verovati in pričevati daje Sveti Duh. Moč za pričevanje daje Sveti Duh. Pa ne samo moč, veste, Sveti Duh tudi uči pričevati, če smo mu odprti. Danes ste imeli cel kup pričevanj in če ste bili pozorni, ste videli, kako je Bog v vsakem posebej, na poseben način ga učil postajati njegova priča sredi tega sveta. In nova evangelizacija je možna samo s pomočjo takih pričevalcev. In tukaj vas zopet vabim in prosim, pomagajte Cerkvi na Slovenskem postati pričevanska. Drugače ne bomo izpeljali nobene nove evangelizacije. Na osebni ravni in na skupnostni ravni. In v čem in s čim pričevati? Samo nekaj stvari bom naštel, ker se mi zdi, da so zelo pereče. To ne pomeni, da je samo to. Je cel kup drugih stvari še, ker lahko pričujemo. Ampak vsekakor je v svetu, v katerem živimo, redna molitev, redno sakramentalno življenje, izredno pričevanje. Če otroci vidijo, da mama in ate redno vsak dan molita, redno prejemata sakrament sprave in obhajilo, in če je potrebno tudi bolniško maziljenje, je to največje pričevanje pred otroki. In tudi pred sosedi. Pa tudi, če gredo edini iz bloka k maši, ja, so tja postavljeni zato, da pričujejo. Pa ne strahom, s pogumom. Potem drugo področje, kjer smo kristjani poklicani k živemu pričevanju danes, je resna priprava na zakon in sklenitev zakramenta svetega zakona. Danes, ko po župnijah 9 od 10, ki so godni za ženitev, živi skupaj brez zakramenta. To ne more prinesti blagoslova, ker je Bog nas ustvaril drugače. In Kristus nam je posebej rekel, da želi, da če kristjana živita kot mož in žena, da to živita kot zakrament,
po katerem bo on lahko na poseben način navzoč v svetu. Kakor je pri Evharistiji po kruhu, tako je na drug način sicer je prisoten po možu in ženi in k temu je kristjan poklican od krsta naprej. Za kristjana druga pot zakonskega življenja ne obstaja. Pa lahko se mi pripovedujemo, kar hočemo. Lahko se odločamo, kakor hočemo. To ni v naši moči, da bi spremenili, kar je Bog položil v nas. In vidite, danes se odločiti za čisto pripravo na zakon, za čisto življenje v zakonu in sakramentalno življenje v zakonu je veliko pričevanje, ki je potrebno. Na drugo tako področje je striktno spoštovanje vsakega življenja v vsakem stanju, od spočetja do naravne smrti. Tudi tukaj svet, ne samo naša domovina, cel svet potrebuje pričevanje. Vprašanje splavov, vprašanje eutanazije, vprašanje genskega inženiringa in ne vem, kaj vse se tukaj odpira. In kristjani smo poklicani tukaj k pričevanju tega, kar nam je razodeto. Odgovorna in čista spolnost pred, v in izven zakona. Tudi to je eno področje, kjer ima zelo odprto pot. In smo poklicani k pričevanju. Moč prihaja od Svetega Duha, ne od nas. In še zadnjo takšno področje, jasna, do konca poštena družbena drža in družbena angažiranost kristjana. V tem letu, pastoralnem letu družbenega nauka cerkve, smo še posebej poklicani, da bi to posebej izstopilo, posebej pričevansko. Da smo kristjani poklicani in postavljeni v ta svet, da bi preko nas vrednote krščanstva prišle v družbo. Včeraj smo brali evangelij o kvasu farizejev, o farizejskem kvasu. V naslednjem poglavju, 13. pa Luka govori o kvasu Božjega kraljestva, o Božjem kraljestvu, ki je podobno kvasu, ki ga žena zamesi v merico moke. In ta od znotraj prekvasi testo in ga giblje. Ne? Veste, ko vzhaja testo, se giblje. To je gibanje. Ne? In vidite, to smo kristjani v tem svetu. Ne farizejski kvas, ampak kvas Božjega kraljestva, ki v družbo pride in v družbo od znotraj vzhaja, giba. Tako, pogum, dragi bratje in sestre v Kristusu, ni se nam treba bati. Sveti Duh deluje v nas. Sveti Duh nam bo pokazal in dal moč, kako naj pričujemo sredi sveta. Amen. Nebeški Oče, tukaj smo, da te po tvojem Sinu slavimo, se ti zahvaljujemo, pa tudi prosimo. Dobri Bog, kot bratje in sestre povezani po Svetem Duhu, eno družino te prosimo. Za našega papeža Benedikta, za škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi zvesto hodili za Jezusom, goreče oznanjali evangelij, bili požrtvovalni in potrpežljivi v službi bratom in sestram, ter bili goreči delivci tvojega miru in svetosti. Gospod, ti želiš skrbeti za nas. Daj, da bomo živeli v tvojem objemu v vseh okoliščinah. V svojem usmiljenju se dotakni vseh bolnih in trpečih na duši in telesu in jih ozdravi nam pričevanje
in tebi v slavo. Gospod, ti po Svetem Duhu vodiš prenov v duhu. Prosimo te za edinost in ljubezen med vsemi škofijami. Naj v ponižnosti in ljubezni spodbujamo drug drugega, zdarove, ki so nam jih ti dal in ti ponižno služimo. Prosimo te, sliši nas. Hvala ti, Jezus, da si gospodar naših družin. Vstopi Božji duh v naše družine, poživi nam vero in molitev rožnega venca po naših družinah. Prosimo te, sliši nas. Gospod Jezus, prosim te za vse, ki so umrli, sprejmi jih sebi v svoje Božje kraljestvo z veliko ljubeznijo, ter jim bogato poplačaj za vsa njihova dobra dela. Prosimo te, sliši nas. Nebeški Oče, hvalimo te, zahvaljujemo se ti in te slavimo, ker je to naš poklic, ker si to položil v našo naravo, ker je smisel našega življenja, da te slavimo in častimo z besedo, z mislimi in z dejanji. Naj ti bo v tem trenutku naše življenje v slavo in čast, ki se naj nadaljuje v večnosti. Amen. Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Da sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, naj bodo ti naši darovi v čast tvojemu veličastvu, kakor ti je bila všeč popolna predanost cerkvene učiteljice svete Terezije, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami in s svojim duhom, kvišku srca, imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, da tebe, o Bog, hvali vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih, ki so se Kristusu posvetili zaradi nebeškega kraljestva. Ob njih spoznavamo, kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja. Zato te skupaj vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno pojemo. Svet, svet, svet si ti, Bog vsega stvarstva.
vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni, skupaj z našim papežem Benediktom, našim škofom Marjanom, vsemi slovenskimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občinstvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Molitev je najbolj neposredna pot k Bogu. Česar ne moremo uresničiti z dejanji, zmoremo z molitvijo. Z molitvijo, ki ni blebetanje, ampak prihaja zares iz srca. In tako s srcem zmolimo sedaj Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor
Vsemogočni Oče, reši nas vsega hudega, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekovanja. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Danes dopoldne smo zapeli, želimo si videti Jezusa. Morda ga je najtežje videti v svojem bližnjem, v tistemu, ki je zraven nas. Pa takrat najbolj začutimo ta mir. Pa si poglejmo drug drugega, si stisnimo roke in si podelimo ta mir. Poglejmo Jezusa. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem rekel, da greš meni, ampak reci besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Kristusovo telo. Kristusova kri. Tisti, ki ste na balkonu, prosim, počakajte zgoraj, duhovnik bo prišel do vas. Od spodaj, levo in desno pristopate k duhovniku, tisti, ki ste v sredinski vrsti, in od zadaj pa pridete po sredini. Tako, spredaj bodo 3 mesta, po vrstah lepo počasi. Hvala. Čisto zdaj srci, čisto zdaj srci.
Jezus. Gospod, hvala ti, da si prišel v naša srca. Po svetem duhu nas prežari, da bomo vsi tvoji. Izli v naša srca svojo ljubezen, da bomo znali ljubiti tebe, mamo Marijo in vse ljudi, ki nam jih boš poslal na našo pot. Misli v nas, moli v nas, glej iz nas, deluj iz nas, skozi nas. Uporabi nas kot svoje orodje. Očisti naše duše vsakega madeža in daj, da bomo vedno hrepeneli po tebi. Daj nam milost in moč, da obrodimo sad in izvršimo tvoj božji načrt, ki ga imaš ti za nas pripravljenega. Daj nam modrost in ponižnost, da te bomo iskali v vsakem trenutku svojega življenja in da te nikoli ne bi zapustili in da bi nas ta duh posvetnosti ne odpeljal iz te milostne poti. Hvala, Jezus. Molimo. Gospod naš Bog, tvoja družina, ki si jo nasitil z nebeškim kruhom, ti želi zvesto služiti. Naj po zgledu svete Terezije Velike na vse veke slavimo tvoje usmiljenje. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sedaj seveda na koncu pride zahvala. Prav je in spodobi se, da smo najprej seveda hvaležni Bogu, kateremu gre vse zahvala, zato da smo lahko tukaj skupaj obhajali kot občestvo, da smo doživeli občestvo, cerkev, pravo cerkev. Potem gre pa zahvala seveda našemu gospodu škofu, nadškofu, metropolitu, za vse res čudovite, spodbudne besede, pričevanje, ne samo poučevanje, ampak pričevanje. Letos smo nalašč, smo prosili škofa, upali smo, da mogoče še celo več jih dobili tukaj, da jih izzovemo s pričevanjem, da nam oni kot prvi, kot glava cerkve, pokažejo svojo pričevanje, oziroma to, kar ne bi bilo držal vsakega kristjana. Zato hvala, ker ste se temu odzvali in ste res v polnosti izpolnili svojo nalogo. Pravzaprav bi rad na tem mestu se vam zahvalil tudi za vso podporo, ne samo z vaše strani,
ampak tudi vseh slovenskih škofov za vse simpatije, ki jo izražate in so naklonjenost, ki izražate karizmatični prenovi. Smo zelo veseli in globoko hvaležni za to. Vemo, da nas podpirate na vse načine, tudi v molitvi. In na tem mestu sem se hotel zahvaliti oziroma povedati to, kar se mi zdi zelo pomembno, da je to vaše pričevanje nekje potrjuje to, kar ste ne samo vi, ampak vsi škofje, ste letos izdali en pomemben dokument. Veste, na kaj mislim, ne? Torej, privesti brate in sestre Kristusu Jezusu. To mislim, da je to zgodovinska poteza, dolgoročna, za naslednjih desetletja, ne nekaj let. In mi smo tukaj, želimo, upam, da lahko v imenu nas vseh in tudi tistih bratov in sester, ki danes ni tukaj, pa sicer zahajajo molitvene skupine, lahko izrazim svojo polno podporo pri tem in predvsem s pričevanjem svojim življenjem in smo izredno veseli, da je ta, bi rekel, neka zgodovinska poteza v naši cerkvi na Slovenskem se zgodila, in upam, da stojite za tem in da gremo skupaj naprej. Tako kot ste prej polovili Stomškovo misel, se mi zdi, da velja za nas vse, ni pomembno življenje, ampak da izpolnim to, nalogo, ki mi je dana. In naloga, vi ste danes to zelo poudarili, naša skupna naloga je, da pričujemo svetu. Hvala lepa za vam vse še enkrat in Bog vas živi. Odprimo svoja srca Gospodu pri tej daritvi, pri tem bogoslužju, da svojim blagoslovom še enkrat poseže vanja in nas tako pripravi na naslednji korak, ki pa je živeti to, kar smo doživeli tukaj pri Sveti maši, ko bomo stopili čez prag cerkve. Živeti Evharistijo v najožjem krogu, pa tudi naj energija, moč Svete Evharistije sije iz nas tudi v daljno okolico, kakor smo razmišljali o Božji besedi. Bodite blagoslovljeni Gospodovi pričevalci. Gospod z vami. In s svojim duhom. Vsemogočni Bog naj vas o svoji dobroti blagoslovi in vam da zveličavne modrosti. Amen. Vedno naj vas hrani z nauki vire in pomaga, da boste vztrajno delali dobro. Amen. Vaše življenje naj usmeri k sebi in vam pokaže pot miru in ljubezni. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda.